Stojim pred vami, na mestu zločina. Zdravo, jaz sem Amadeja. Andraž. Sem danes vaša vodja skritega escape rooma. Živjo. Nahajate se na posestvu, kjer je pred 20 leti živela majhna punčka. Tamle v sosednji hiši sta pa živela njen dedek in babica. No in ta punčka je bila zelo igriv otrok in delovalo je, kot da je njeno otroštvo izpolnjeno. Ampak ostali niso vedeli, kar je vedela punčka. Dedek je punčko velikokrat povabil v barako. Pa kar stopite z mano. Nekega dne, medtem ko je punčka raziskovala zanimive predmete po baraki, je dedek nenadoma vstal in zaklenil vrata. Nato jo je povabil v svoje naročje. Nežno jo je pričel božati po laseh in po telesu. Nato si odprl zadrgo. Vzel je njene male rokice in si položil na izboklino v njegovih hlačah. Saj veš, da si samo moja. Imava se fino, a ne? Vedno več si je upal, jo slačil, božal in otipaval. To in še hujše stvari je počel več let. Od takrat, ko je prav v tej baraki spolno nasilje odvzelo njen najlepši čas življenja, je minilo že skoraj 20 let. Danes, pa po vseh teh letih, stojim pred vami na mestu zločina in vam govorim svojo zgodbo. V tem trenutku se v Sloveniji in po svetu nahaja na tisoče takšnih in podobnih skritih escape roomov, iz katerih otroci ne morejo pobegniti. Prav tako, kot nisem mogla jaz pobegniti. In so nemočni, prav tako, kot sem bila nemočna jaz. Odrasli pa jim lahko pomagamo. Pozdravljeni. Poklicali ste Združenje proti spolnemu zlorabljanju in s tem naredili prvi korak do rešitve. Hkrati ste odklenili skriti escape room. Hvala.